Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Idrija se je že večkrat znašla na filmskem platnu. Pred 2 desetletjema je bil v Idriji posnet celovečerni film z naslovom Sladke sanje. Še 15 let nazaj, predtem, pa so na idrijski osnovni šoli snemali film Letnik 72. Pred 2 letoma pa je začel nastajati film z naslovom Ta Uanain. Kot scenaristki se po ta film podpisujeta Neža Gnezda in Tinkara Rupnik, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Živijo. Dajte nam povedati, kako ste se pravzaprav lotili tega izziva. Celovečerni igrani film, to ni šala. Ja, v bistvu nas je učitelj vse nas zbral v predavalnic tak januarja 2020 in pol nas je vse vprašal, kjer česa delovati. In pol smo se nabrala, ne. Pa okazal nam je še nekaj tak kot skica, ko bi bilo temu. Pokazal je glavne ideje filma in pol se je začelo vse. Pol nažalost je bila lih karantena takrat. Korona. Ja, no. So začele iz Neža pisati scenarij, tak nadaljava, pol pa, ko se je zaključilo, pol smo začeli snimati. Neža, povej nam, kako je pravzaprav nastajal film v vajinih glavah, pravzaprav iz praznega lista papirja, ali je bil to računalniški ekran? Ja, v bistvu na teh srečanjih pred karanteno so ostali, mi dve niso bile tukaj prisotne takrat, so nekako zasnovo zgodbe naredili in pa so dobili v bistvu na enemu A4 listu vsebino in so pol malo dodelovali tu, pa še nove dohodke dali noter in tu. Od takrat je minilo pravzaprav 2 leti. Ja, vmes je bila ta korona, karantena in vse te težave, ki so spremljale naše življenje. Sta film že videli? Ja. Kakšen je prvi vtis? Meni je bil všeč, vsebinsko, tak se mi zdi, da dost ene take posebne problematike zajema. Nastal pa je v bistvu pod mentorskim vodstvom Davida Steguja, ki je bil takrat učitelj, sedaj ni več na osnovni šoli in v produkciji osnovne šole začeto. Ja. Kako ste se ujeli? Ste bili vsi ustvarjalci, pravzaprav generacija, sošolci? Ja, vsi smo isti letnik, pa ja, smo se tudi že prej poznali, tako da ni bilo kakšnih večjih težav s tem. Film je dolg pravzaprav 1 in 21 minut. To je zelo pogumna dolžina. Ja. Od začetka, ko nam je učitelj tu povedal, se mi zdi, vsaj mene, no, me je ratal kar malo tak strah, a bo to šlo. Sem polka smo začeli, pa še taki, kako bi rekla, nepomembni prizori so vmes, ko v bistvu še dodajo na dolžino, tako da ni bilo tako težko, no, pol na koncu. Zelo prepoznavni so tudi dogajalni prostori, to pomeni lokacije, kjer ste snemali. Kako ste izbirali te lokacije? Ena od teh idej našega filma je bila narava in smo hoteli, pa Idrija, ne, in smo hoteli najlepše kotičke Idrije malo bolj tako predstaviti, take mogoče ne toliko poznane, tako da pol smo res, pa tako naključno, kar se nam je zdelo, da bi pasali zraven, smo dodajali med lokacije. Ja, kako pa je bilo z vremenom? Veliko posnetkov je zunanjih, v studijih niste bili, ne? Ne, vse zunaj večinoma in ful smo imeli probleme s tem, kdaj tudi napoved ni bila taka, kot je bilo pol res. In ne vem, svetloba smo velikokrat lovili zadnje sončne žarke, pa ja, tak ful smo mogli se prilagajati vremenu. Pa ste morali zgodbo tudi zaradi teh okoliščin kaj spreminjati, prilagajati? Malo, ampak ne dost. Kako pa je bilo s kostumi, z oblačili? Najbrž ne posebnih težav. Mislim, bile so posebne težave. A res? Ja. V bistvu nismo se nič, da bi imeli kakšne maskerke ali pa neki. Smo se tu odločili, da bomo tu sami, a ne. In pol nismo niti kakšne, ko bo imelo obličeno, nismo imeli nič zapisano ali pa karkoli. In pol se je včasih zgodilo, da je kakšen igralec pozabil, kakšen pripomoč, kakšna oblika ali pa neki. Tako da pol se nik ni lih ujemal
tu smo imeli pol probleme, smo mogli tiste prizore še enkrat posneti, ampak ja, no, je šlo. Ker snemali pravzaprav niste v realnem času, v zaporedje dogodkov ni sledilo snemanju, ampak najbrž glede lokacij in razpoložljive opreme in tako, ne? In do teh zapletov pride potem kaj hitro. Ja. Kako ste rešili? Sicer so šli domov, ste morali počakati? Ja, večinoma so šli domov, pa smo pol počakali. Zdaj smo pa tudi, mislim, če smo imeli prej en del krajši posnit, smo velikrat tudi pol iz temi cunami, kot jih jemo, oblečene smo posnili, pa smo pol še tisti del, ki smo ga v bistvu že posnili, smo še enkrat posnili. Ker Ali se je pa sliku, ali pa ni. Tako da ni tako zgledal. Ja. Osnovni zaplet v filmu je pravzaprav, ko se en vaš vrstnik preseli v Idrijo. To prav pogost primer ni, ne? V bistvu res ne. Kako to, da ste izbrali tak začetni motiv? Ne vem, to je vse učitelj, pa tako jaz v svoji glavi tudi tako dojemam, da tata najen je on. Ker on je v bistvu iz Škofje Loke prišel k nam in tukaj pač je začel učiti in pol vse ti probleme je tako probal skozi ta film dati ven. Zaplet, ki sledi, pa je pravzaprav temelji na tem, da je socialna služba vrnila skrbništvo pravim staršem in ne teti, ki je bila doma v Idriji. In fant se potem upunta, upre, da se ne vrne v Ljubljano, ne? Ja. Čeprav ves potek filma deluje glavni junak, igralec silno zadržano, je to v njegovi naravi že ali je bila pač taka vloga? Je tudi v njegovi naravi, ampak je bilo bolj tu zaradi vloge. No. Ste pisali njemu na kožo? Ja, so probale, čim bolj tako, da bi mu bilo lažje igrati. Vrstnik iz Ljubljane torej pride v Idrijo in potem se noče vrniti in zbeži od doma, to lahko povemo. Čez par tednov bo premiera, bodo tako vsi gledalci to videli, oziroma tudi na snemanju sošolci vsi poznate to zgodbo. Zbeži od doma, takrat se začne pa bolj dinamičen del filma, ne? Po čem ste se zgledovali v tem akcijskem delu filma? Ja, najbrž tudi iz kakšnih drugih filmov. Ampak ja, smo najbrž imeli neko potrebo potem, da bi naredili film bolj zanimiv, bolj tak dinamičen, pa ja, je treba imeti malo akcije noter. Takrat on odločno pove, nazaj ne grem, ne? Ja. Se v njem takrat nekaj prilomi, ne? Ja. In to odločno. Ja. Zanimivo je bilo, da ste skozi ves film prepletli tudi zgodbo s knjigami, ne? En od junakin, igralk v knjižnici dobi neko čudno, nenavadno knjigo. Iz filma ni povsem razvidno, za katero knjigo gre. Ja, v bistvu ta knjiga itak ne obstaja. Ne? Tu naj bi bila legenda o mladem Škafarju. In pač pol smo probali nekako preteklost pa sedanjost skozi ta knjiga povezati. Ja, ta zgodba o Škafarju na filmu je tako silno zanimiva, ne? Ste ga oblekli prav v take kostume, kot naj bi bili takrat Škafarji oblečeni. Povezuje glavnega junaka in Škafarja, kot sem sam razumel, pa pravzaprav isti problem, ne? Ja, smo probali tudi nekako tak zgodovino Idrije prikazati, pa da se vse povezuje, ja. Čeprav problem je po 500 letih enak, manjka nam poguma. Ja, mogoče. Ta del, kjer nastopa Škafar, je to nekaj igranih prizorov na Mestnem trgu, pa mislim, da pri Divjem jezeru, kje še? Na Križancu. Ja, pa tudi snik ob Nikovi najbrž. Ja. Tak nek stran. Stran od mestnega središča. V filmu nastopajo tudi policisti, reševalci ne, gasilci, starši. Kako ste navdušili policijo, da sodeluje v mladinskem filmu? Ja, v bistvu so bili kar takoj za, se mi zdi. Učitelj mi je napisal en mail ali nekaj, pa so rekli, da se jim zdi tako zanimivo. Edino, če bojo pač mogli jeti, bojo šli. Sam pol jim ni bilo treba. To so snemali v službenem času? Ja. Smo razkrili en tako majhno skrivnost, ne? Sicer delujejo prijazno. Ful so bili tako za sodelovati, se mi zdi. In tudi vzgojno upravljajo neko poslanstvo tako simpatično. Gasilci pa sicer so sodelovali, niso imeli pa govorne vloge, ne? Ne, tu pa ne.
so bili sem zraven, zaradi števila. Ja, posebej impresivni so posnetki s Prižence. Zdaj domačini bodo poznali ta predel nad Divjim jezerom na nasprotni strani, pravzaprav, kjer se dogaja ta vrhunec filma, ne, kot vaš junak tam se zateče v tisto brežino in ne vem, kaj pravzaprav takrat razmišljal, kam je hodilo po glavi. Ja, najbrž bolj take samomorilne misli, kot ker ta šok zaneha, da bomo hoditi nazaj k staršev, je bil še kar velik, ker pač tukaj najdu prijatelje, najdu spet hobi in pač me je bilo res fajn in ni hotel iti k staršem nazaj. In je igral košarko, ne? Preko športa se je vključil v neko družbo. To je dobro, ne? Ja. Njegovi starši so se pokvarjali s čim pravzaprav? Z nekaterimi prepovedanimi stvarmi, ali ni povsem natančno povedano v filmu? Ja, ni pa pokazano. nareja in enih listin, se mi zdi, da je bilo. Kriminalni posli. Ja, Ja, sošolci so ga potem iskali in našli in potem 2 noči so preživeli v gozdu. To je kar izziv, ne? Ja, še kar sploh v tem času se mi zdi, da to ne bi bilo najbolj izvedljiv. Uporabljajo pa vsi igralci v zgodbi tudi mobilne telefone in sodobne naprave. Ja. Tako da je film aktualen tudi iz tega vidika. Zanimiva se mi je zdela izbira te Prižnice, ne, ker je to ena taka razgledna točka, kjer se daleč vidi, ne. Idrijčani tukaj gledate običajno samo te vrhove, vsi skupaj živimo v tej kotlini, ne, smo omejeni s temi pogledi v daljavo, ne. Ste razmišljali tudi o tem sporočilu tega prizorišča? Mislim, niti ne, po mojem smo samo tak, kaj je nek lep razgled, pa kaj se je dol tisto prepadno pač območje in kot neko nevarnost. Sicer pa ste snemali tudi mislim, na Hleviški planini. Tam so lepi posnetki narave z dronom. Ja. Kdo je upravljal to napravo? Smo tudi prosili druge za pomoč in ja, so nam pomagali tudi veliko drugih organizacij in ja, se jim iskreno zahvaljujemo. Film se razplete pravzaprav na Mestnem trgu, kjer starši z veseljem sprejmejo otroke nazaj, ki se vrnejo mimo občinske hiše. Je tak ganljiv posnetek, ne. ja. Masovni prizori so v filmih zmeraj en poseben izziv. Kako ste se ga vi lotili? Ja, mi smo prosili čim večja množica ljudi, da bi sodelovali. Pač težko je bilo dobiti tukaj ljudi tam na kupu. Sploh, kaj je bil tu en tak delovni dan, pa še ob 2 popoldne, kaj so itak vsi še na šihtu. Je bilo malo težko iti tisti dan na snemanje meni, zato ker videla sem, da je veliko ljudi, ki so tam samo zaradi nas. In isto je rekel tudi učitelj. Film se razplete tako, da policija obvesti, oziroma socialna služba preko policije obvesti vašega glavnega junaka, ki mu je ime, mislim, da je Liam. Liam, kje ste dobili to ime? Prišlo je. Ga zbrali. Ja, skratka, ga obvestijo, da ostane pri teti v Idriji in se s tem film izteče. V sporočilo sem si prav izpisal ta stavek, ne vem, mislim, da ga nekdo izgovori, ali sem pa tako razumel. Pogum, ko si ne upaš, ko te je strah, je treba narediti pravi korak. Je to? Ja. Je to ista zgodba kot pri Škafarju, ki se je začel z nečim drugim ukvarjati, da je postal opažen v svojem okolju in uspešen? Ja, je povezano tudi to, ja. Snemanje je potekalo pravzaprav tik pred epidemijo, potem smo bili zaprti, premiera sledi v prihodnjih tednih. Kaj pričakujete? Ne vem. Mislim, jaz se ful veselim tega. Zaradi tega, ker smo 2 leti čakali, da bo premiera, zaradi tega, ker smo hoteli, da se res vse iz korona umiri. Tako da ja, po mojem bo kar zanimivo. Po čem si boste spominjali tega
tega snemanja, tega filma, kaj bo tebi ostalo najbolj v spominu? Je kakšne take prihode, ki niso bile lih pričakovane, pa tudi reč smo se dosti fajn imeli in smo vseeno preživeli tako dosti popoldnevov skupaj in je bilo res fajn. Film bo ostal v vaši spomini, tudi ko boste nekoliko starejši. Ja. Film bo ostal, ne? Imata mogoče kakšne ambicije, želje se ukvarjati s filmom tudi v bodoče, prihodnje? Jaz niti ne. Mislim, me zanima, ampak me bolj druge. Kaj na primer? Naravoslovje. Tebe? Jaz pa bi sam tak bolj kot hobi, ne prav neka izobrazba huda iz tega področja. In služenje kruha z področja filma, kar je Ne, to po zagotovo, moje ne. zagotovo zelo težko. Kako bi povabili na premiero filma Idrijčane, sošolce, starše, prijatelje, znance, koga? Vse mesto? Ja, bojo še plakati po Idriji, tako da upam, da čim več ljudi to vidi, pa da bojo prišli pogledati. Neža Gnezda in Tinkara Rupnik, hvala za obisk v tem studiu, hvala za ta pogovor in hvala za te spomine, ki ste jih delili z nami in z našimi gledalci. Ja, hvala. Hvala, da ste nam dali priložnost. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled tega prispevka. Z namigom, da si ob prvi priliki ogledate film in ob njem seveda razmišljate. Te zgodbe so zelo zanimive in na nek način tudi zelo pripovedne. Sedaj pa vas vse skupaj pravzaprav vabim še na ogled napovednika, te zgoščene oblike filma, ki naj bi vas nagovoril, da si film tudi sami ogledate. Srečno!